To je bil kar šok, ne? Ker takrat sem še nekako verjela, da je rak smrt, ne? Tako kot je splošno znano, in ko sem imela to diagnozo, najprej si v zanikanju, ne moreš verjeti, si v šoku, pol nekako probaš sprejeti to, po 14 letih sem tukaj zdrava, vse v redu. Hipnoza je v bistvu stanje, ko je naš zavestni v bistvu izklopljen in ne posega v to, kar se dogaja. In odprta pot v podzavest, ki pa vse ve. In iz nje prihaja ven vse, kar je, s tem, da ko je odprta pot, ko je odprta loputa v podzavest, je tudi možno, da je od sugestije podzavesti, ki jih podzavest takoj vzame. V bistvu je zelo zanimivo, ker se lahko sami vidimo, kaj smo, kakšne vloge smo igrali, kot smo bili otroci. 4 so te glavne vloge. Danes je z mano v studiu Barbara Bedenk, vodička in organizatorka tur, coachinja, praktikantka hipnoze in RTT-ja. RTT bo pol povedala, kaj je. Dobrodošla, Barbara. Hvala lepa. Midve se poznava s faksa, ampak se nismo videli 30 let. In pol sem z eno znanko nedolgo nazaj šla na čaj v en lokal, ki se mu reče Vesolje, oziroma ima tako ime. Sploh nisem vedela, to je na Igriški in velikokrat sem kolesarila mimo, ampak nisem vedela, se tako imenuje, in ker je rekla, greva v vesolje, kakšno vesolje. No, skratka, in potem, ti si šla pa tudi v vesolje, sam na WC, in medtem, ko je šla ona dol na WC in sem jo več čakala, si ti prišla gor in sva se srečali in pa si z nama ostala kar na pijači in evo, zdaj sva tukaj v studiu skupaj, tako da naj je vesolje združilo, a ne? Ja, prav res, prav neverjetno. Ja, drugače so bili pa na faksu skupaj, ja. Ti si bila sicer na mednarodnih odnosih, ampak oboje je bilo FDV, jaz pa na novinarstvu. Že od otroštva v sebi nosiš močno željo po svobodi. Kako te je ta želja vodila k poti, na kateri si danes? Ja, ker celo potovanje je bilo. Vedno sem si želela iti nekam daleč, nekam čez vodo. In sem to začela delati, ko sem bila glih takrat enkrat po faksu. Sem začela potovati, seveda z Ruzakom, s prijateljicami. In sem spoznavala nove dežele, najprej bila Brazilija, ki me je čist začarala. Nisem nič drugega mislila kot Brazilijo. Na Brazilijo, prijatelji so mi že čist poln kufer. Res, ker sem govorila o Braziliji ves čas. Ampak me je začaralo, ta svoboda me je začarala. Vsa ta narava in ti ljudje, ki so odprti in ki so pristni, ki jih srečuješ na poti, ne, jih v različnih situacijah in jih vidiš, kakšni so, in potem sebe vidiš noter, ne. In kasneje sem potovala še po drugih kontinentih, s tem, da me je zelo zanimalo tudi potovanje na noter. Tako da sem pol začela tudi po svoji notranjosti potovati in brskati. Kje vse si pa že bila kot svetovna popotnica, strastna svetovna popotnica? Ja, mene pozimi zelo zebe, tako da hodim ponavadi pozimi na toplo. V trope večinoma, Latinska Amerika, zelo velik srednja cela, latinska tudi, mislim južna, ne polovico. Pa pol, kaj Afrike, Azija zelo velik. Ponavljam države, recimo Brazilije, Indije, Indonezije. 17-krat si bila v Mehiki, si rekla, recimo, to sem si zapomnila. Noro. Ja, sem bila, ja. Tudi poslovno v bistvu, pa privat, in tu še zmeraj vse zime hodim v Mehiko. In kombiniram še s čim drugim. Letos greš spet, koliko za 3 mesece, a ne? Mislim. Ja, januarja grem. Kmalu, ja. Kmalu. Ja. In v bistvu bom kombinirala z Ekvadorjem, Mehiko. Super. Ja. Super. Ja. Kako so te izkušnje vplivale na tvoj osebni razvoj? Ja, ko potujemo, ne, spoznavamo druge kulture, druge ljudi, druge navade, gestikulacije, običaje in tako. In to so stvari, ki so zelo različne našim, različne so, ne, drugačne so v bistvu. In čim bolj, ko vidimo
to drugačnost, bolj smo lahko tolerantni, strpni do drugih. Ker vidimo, da so to ljudje, ki isto jejo kot mi, isto spijo, isto ljubijo, isto vse počnejo. Samo da mogoče imajo drugačno barvo kože, drugačne lase, drugačne obleke, karkoli, ampak religijo, navade, ampak še vedno so ljudje, tako kot mi, in delujejo v bistvu znotraj sebe enako. Njihov njihovo telo deluje enako in ko potujemo, postanemo veliko bolj tolerantni in sigurno to pomaga in bi pomagalo današnjem svetu. Zelo. Kako so pa te izkušnje vplivale na tvoje razumevanje človeške psihe? Ja, v bistvu vidim, da dosti ljudi okrog mene, ki ne potujejo, dosti zaprtih, usmerjenih v eno smer, ne vsi, zdaj imamo že internet, tok in vsega, kjer se vidi, ampak še vsem, ko imaš izkušnje, ko se družiš z ljudmi, drugod je, vsem si bolj odprt. Sigurno se bolj odprt. In pol vidim te ene blokade, take strahove pred neznanim, ker naš noče v neznano, ne? In vse, kar je neznano, je tuje in je nevarno. In v bistvu se tega bojimo in ostajamo v starem. Zato imajo ljudje take probleme delati različne spremembe v življenju. Ne? Raj ostajamo v starem. Tudi če je slabo, tudi če je grozljiva služba, tudi če trpimo v odnosu, bomo raj ostali v njem, zato ker je poznano. Ampak zanima me to tvoje raziskovanje človeške psihe. Če si zato, ker si srečal toliko veliko ljudi, če jih znaš bolj ali prebrati, pa tako, da se pravi nekaj kako ti doživljaš svet, a veš, da si bolj odprta, zato, ker potuješ, ampak kako zdaj, ko delaš z ljudmi, a veš, imaš več izkušenj z njimi, jih znaš bolj podpreti zaradi tega, to sem mislila v tej smeri. Ja, sigurno, če poznaš toliko ljudi, kot sem jih jaz srečala, pa se z njimi družiš, pa vidiš različne reakcije, začneš prepoznavati to. Ne? Tudi v mojem poslu sem morala zelo dobro prepoznavati ljudi. Ne? Sem morala biti dobra psihologinja, amaterka, da sem lahko prepoznavala ljudi in njihove želje, da sem jim pomagala, da so bili zadovoljni, ker pač je bila moja naloga to. A poveš več o svojem poslu? Ja, v bistvu, kot turistična vodnica, 28 let do zdaj, sem pač prepotovala cel svet tudi in pa, ne vem, zadnjih 18 let delam samo s tujci pri nas in okolica in Balkan in tako. In z ljudmi smo včasih na turah po 14 dni, po 20 dni. In v tistem času se marsikaj zgodi. Ne? Če kdo pride na turo, pa je nezadovoljen v življenju, ne bo na turi kar naenkrat zadovoljen. Ne? Če bo doma, bo žalosten, ne bo na turi kar naenkrat srečen. Ne bo se zgodil čudež in prinesemo zmeri, ko gremo kam sebe s sabo. In potem se to pokaže v odnosu z ljudmi. In če smo mi na avtobusu skozi, na ladji skupaj, ker delam, se pokažejo te stvari in pridejo ven ali do mene kot vodnice ali pa do sopotnikov. In potem seveda sem jaz tista tam, ki nekako moram reševati vse, ne? Oziroma omiliti vse nekako tako narediti, da so vsi zadovoljni, ne? Poskrbeti za celo skupino in pa za posameznika. Ne? Tako da je kar delo. Izvajaš tudi rodoslovne ture z ameriškimi Slovenci. Kako potekajo? Malo poveš o tem? Ja, to so pa ameriški Slovenci, katerih večinoma stari starši so odšli v Ameriko, tam konec 19. začetek 20. stoletja, ali pa tudi starši, no. Ampak večinoma so stari starši in zdaj ti vnuki in vnukinje, njih zanima, odkot prihajajo. In bi radi nekako nekaj v srcu jih vleče tja. Dedek, babica sta govorila še slovensko, oni ne, ker v Ameriki potem niso želeli predajati jezika naprej, ker so v bistvu si bil manj vreden, če nisi govoril angleščine. Tako da so pozabljali te jezike. Ne? V Argentini je drugače. V Ameriki je to šlo, tako da ameriški Slovenci ne znajo kakšne besede in ful je simpatično, ko pride gospod, ki je star, ne vem, 70 let, pa začne v zelo stari slovenščini govoriti, iz 120 let nazaj, ne, ali pa še več. Prav simpatično je, ne, saj se razumem, ampak je zabavno v bistvu. Ampak kakšne besede seveda, ne veliko. In potem se vračajo nazaj in pridejo v skupinah ali pa privat
in želijo obiskati kraje, kjer so tako so njihovi stari starši prišli. In v bistvu je neverjetno. Pridemo na grob, človek, ki je star, ne vem, 88 let, ki je bil star 7 let, so ga starši odpeljali v Ameriko. Ne? To je bil en drugačen primer. Je pač že bil tako star, da je ta njegova babica se spomne. Babica je ostala v Sloveniji, nekje na Dolenjskem, v Beli krajini. In je prišel nazaj po 81 letih. In smo šli, in sem imela, to je bilo že kar nekaj let nazaj, ta primer, ko še nismo imeli Google Mapsa in smo imeli une karte, ki si jih kupil na pumpi in ki so bile zoomirane, ne, prav približek. In sem s to karto smo hodili okrog in bilo 35 nas je bilo na avtobusu in smo šli vsi čez polje zaradi enega tega gospoda, ker sem videla tam 3 pikce na karti, to je ta vas. Oziroma vas in njeno pokopališče. In smo šli tja in je bilo, rabila bi mačeto. Res, takrat bi pa rabila mačeto. Utirali smo si počez grmovje. In potem je bilo nekaj nagrobnikov tam v grmovju in smo to, kot v Indiana Jones filmu, narazen vse to zelenje vlekli in tam je bilo ime njegove babice. In ta človek je padel na kolena in začel jokati kot otrok. In smo mi vsi začeli jokati kot otrok. Zdaj se lahko zjokam, ker je bilo tako ganljivo, tako je bilo lepo. In prihajajo nazaj ves čas in najdemo in celo sorodnike. Najdemo sorodnike in so najsrečnejši. In to recimo dedek, babica sta šla, njuni bratje so ostali pa v Sloveniji, v vaseh. In to pomeni, da so njihovi torej pol bratranci sestrične, ne, 3. koleno. In pridejo nazaj in se srečajo in so kot da so bratje. To je najlepši. Slovenci so zelo, zelo gostoljubni in jih sprejmejo noter, postrežejo, seveda morajo vse jesti 10krat to, kot bi ponavadi mi, ne. Smo zelo, zelo gostoljubni, lahko rečem. In seveda pitne, vse žganja, vina, doma narejena, ker so večinoma, je to Dolenjska, Notranjska, Bela krajina, malo Gorenjske, malo Štajerske, ampak večinoma je Dolenjska. In res lepo. Tako da to me res polni. Zelo me polni. Tudi mene je ganila ta zgodba. Sem dobila solze v oči. Že prvič, ko sem jo povedala, ker sem mi že enkrat omenila. Ja. Zdaj šla pa na eno čisto drugo temo. Pred leti so ti odstranili miom v maternici in po operaciji ugotovili, da je bil delno rakav. In so ti predlagali odstranitev maternice. Na isti dan pa si prišla v stik z novo germansko medicino. Pa me zanima, kako je to novo razumevanje vplivalo na tvoj notranji proces in odločitve, ki so sledile. Ja, to je kar tema. To je bil kar šok, ne? Ker takrat sem še nekako verjela, da je rak smrt, ne? Tako kot je splošno znano. In ko sem imela to diagnozo, najprej si v zanikanju, ne moreš verjeti, si v šoku. Pol nekako probaš sprejeti to. Prvi dni je bilo res tisto, da imam en kamen v želodcu, me je tišal. Na srečo sem bila z gosti na turi, tako da so mi pomagali, se ne, da so vedeli, ampak sem bila z njimi v družbi in je pomagali. Ko nisem mislila na to, me ni bolelo, ni bilo hudo. No in na to sem že pristala, da bom dala maternico, doktorju po telefonu in potem je v bistvu isti dan zvečer je prišla do mene ta informacija in sem se povezala z praktikantom tega nove germanske medicine. V tujini sem bila takrat in v tistem mestu je bil prav ta v edinem mestu tiste države. Tisti dan, ki sem bila jaz, je bil ta, ki prakticira novo germansko medicino. In sem v bistvu se z njim dobila, mi je razložil, dal mi je literaturo in čez 5 dni, ko sem bila čisto drugje, sem študirala ves čas po poti to, sem jaz dojela, kaj se je meni res zgodilo, na kjer dan in kdaj je miom postal maligen delno. In me je, v bistvu sem začutila v celem telesu en tak uvid, ampak celo v telesu, tako osvoboditev, ne znam je razložiti. In sem sam roke dala gor, sem rekla, ja, ne dam maternice. In sem rekla pač, da ne dam maternice, ker sem vedela, da sem v redu in da bo vse v redu. Seveda sem dobila kar orang, ko bi rekla, strašili so me kasneje, ne, ker pač ne, da bom umrla, če je ne dam, pa sem rekla, no, čist mirna, sem rekla, v redu je, tako da nisem, po 14 letih sem tukaj zdrava, vse v redu,
Sem sledila svojim občutjem, ne, ki so moja. To ne pomeni, da morajo drugi isto narediti. Ne. Vsak sledi sebi, vsak ima možnost odločitve, vsak moment, kako se počuti in kaj bo naredil v življenju. To je moja pot bila pač. Sem vesela, da sem stopila na svojo pot in se res sledila sebi. Krasna zgodba, res. Tole sem vzela s sabo. Piše gor, always trust your inner voice. In to sem dobila na Nizozemskem v nekem lokalu, v kraju, kjer je moj mož odraščal, in je v bistvu to za pivo podstavek. In se mi zdi noro dobro, da taka sporočila Nizozemci dajo, ko greš v lokal, da jih bereš. In to imam jaz na nočni marci. Wow. Ja, in to jaz ful sledim svojemu notranjemu glasu, res tako zdajle v zadnjem obdobju totalno še bolj, no. Tako da se mi zdi na mestu tole zdajle povedati, ja. A ne? Super je, če ta notranji glas govori resnico. Ne? Moraš znati razlikovati, ne? Tako. Da ni zavajajoč. Ja. Tako. Ja. Tako. To bi še rekla, ko so te strašili, si rekla, ne? Ali ni nevarno izrekati dokončne trditve, da ima nekdo neozdravljivo bolezen in da mu ostanejo samo še meseci? Kako po tvojih izkušnjah takšne besede vplivajo na človeka in zakaj je pomembno, da pustimo prostor za možnost in upanje? Ja, to je tako. Jaz vem, da imajo zdravniki izkušnje svoje, veliko izkušenj, veliko znanja, veliko izkušenj. Ampak je zelo težko napovedovati, v bistvu ni pravilno, da se napoveduje, in, ker vse vemo, kako placebo deluje, vse je dokazan, in nocebo, ki je negativni placebo, enako deluje. In v bistvu posluša čisto vse, kar mu povemo, dobro in slabo. Jaz pravim, malo je smešen, oksimoron je v bistvu, da naš ni zelo pameten, ker v bistvu ne zna razločati med resnico in lažjo, ki jo govorimo, ne. Nezavedno, seveda, ne namerno. In v bistvu vzame vse in lahko to naredi. Ogromno zgodb postaja, ki so javne, ko je v bistvu doktor rekel tako in tako in je pacient v bistvu umrl, zato ker moj doktor tako rekel in so pol odkrili, da sploh ni imel te bolezni, ko so mu jo pač diagnosticirali. Tako da je treba zelo paziti, to se mi ne zdi sploh prav, da se to dela. Je seveda, verjetno ni slabonamerno, sigurno ni, ne, je dobro namerno, da si mogoče vzame čas zase, da živi še tih, 3 mesece, ali koliko so mu dali, ampak ni pa prav, ker v bistvu lahko velike napake se naredijo. Tukaj bi omenila igralko Mojco Fatur, ki je izdala zdaj pred kratkim knjigo Zdrava. Pa bom kar prebrala, ravno v zadnji številki Sense je njena reklama za knjigo, pa bom takole prebrala. V knjigi Zdrava Mojca Fatur pripoveduje o svojem soočanju z neozdravljivo boleznijo, poti, na kateri je izbrala življenje namesto strahu. Bolezen jo je popeljala v prostor neznanega, kjer so se prebudili njeni darovi. Postala je popotnica med svetovi, poslušalka šepetov nevidnega in glasnica življenja onkraj običajnega, hkrati pa trdno prisotna v vsakdanu. Njena zgodba nas uči, da zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč pretočnost, prisotnost in polno zavedanje, ter da iz strahu lahko zraste ljubezen, iz minljivosti hvaležnost in iz vsakega trenutka čudež življenja. Pa bi hotela, da malo pokomentiraš tole. Lepo. Zelo lepo napisano. Ja, v bistvu neozdravljiva bolezen, ne, že to je ena stvar, ki v bistvu spet determinira nekaj kot nekaj neozdravljivega, pa vemo, da zelo veliko ljudi tudi ozdravi od teh neozdravljivih bolezni, tako da ta beseda že je sugestija umu, ne. Kar sem se jaz naučila v svoji zgodbi, je, da v bistvu, da je moj veliko močnejši, kot sem jaz to vedela. Da moj lahko naredi velike spremembe, dobre in slabe. In ko sem jaz dojela, kar me je naučila germanska nova medicina, ko sem jaz dojela, kako res moje telo in delujeta, sem jaz to uporabila in sem šla in sem zmagala. In to me je v bistvu spodbudilo tudi za naprej, zato ker tudi danes počnem, se veliko ukvarjam z umom. Mi je dal, ne bom rekla, samo dokaze,
ampak mi je dal občutek, ki je itak najbolj pomemben pri vsaki stvari. Tako da ko gremo v pozitivo, ko gremo v smeh, ko gremo v lepe misli, v mir, v notranji mir, v nasprotju s strahom, z kaosom, smo v homeostazi in naše telo se samo zdravi. Narava mu je tako predvidela, to je čisto naravno. Smo malo pozabili na to. In ko je telo v homeostazi, se začne zdraviti. Tako da, če mi slišimo slabe novice, diagnoze, sam 3 mesece imaš, ne vem kaj, je v bistvu prisoten strah, ki je najmočnejše čustvo in je v bistvu razdiralen. Strah je dober takrat, ko je naraven. Strah, da padem čez prepad, je v redu, ne? Do ene mere. Zdaj pa taki strahovi, ki pa niso popolnoma realni, ki niso za preživetje v bistvu res, so pa razdiralni. Takrat ni homeostaze in takrat samemu telesu ne dovolimo, da se pozdravi. Tako da ja, ta prepuščanje, mir in sprejemanje določenih stvari nam lahko veliko pomaga pri ozdravitvi in naši osebnostni rasti. Tudi beseda pretočnost, ki jo ona uporablja, mi je všeč, da res energija skozi nas teče, to je res zdravilno. Ja, ja seveda, ne, saj blokade delajo probleme energetske že in pretočne, vse to nam jemlje homeostazo. Jaz bi tudi rada eno mojo zgodbo podelila v zvezi z maternico, pa miomom. Sem imela tudi miom in so mi rekli, da moram iti na operacijo in sem šla. Je bilo pa tako, ja, da je bil na zelo težko dostopnem mestu. Tako da so mi rekli, to hočem reči, da tudi maternico ven in sem tudi rekla, da ne, da nočem. In sem našla eno kirurginjo v Kranju, ki je bila pripravljena probati, tudi če je bilo težko, a ne. In jaz sem imela že kar nekaj cajta doma menstrualno skodelico, ampak nikoli nisem porabila, ker je gor pisalo, da v primeru, ne vem, težav ginekoloških se posvetujte z ginekologom, ali se uporablja ali ne. In mi je notranji glas rekel, ta notranji glas, da ne uporabim. Malo pred operacijo, ker sem imela močno krvavitev takrat in nisem vedela, kako jo uporabiti in tako to neki na vakuum dela. Skratka, zadeva se je zgodila, da mi je ta zadeva miom premaknila. Na ta način, da bi bil ful lahko dostopen, to hočem reči. No, v bistvu sem tako skozi hotela, da se en čudež zgodi, vedela sem, da sem se prav odločila, a ne, rekli so mi, da mogoče, ta kirurginja je rekla, mogoče treba cel trebuh rezati, če bodo kakšni zapleti, ne, če nam je moglo do tega priti. Pa je bilo pa to v 10 minutah zrihtan. A veš, tako čist easy operacija je bila, ne. Wow, bravo. A ni dobro, no. Veš, kako vesolje nam pripelje. Točno to, kar rabimo. Ja. To sem res hotela podeliti, to je bilo 10 let nazaj. Ja. Lej, če bi takrat pustila, da gre maternica ven, a veš, to je ta prezgodna menopavza, poti dajo neke hormone, ne vem, umetne, bla, bla. Se ne vem, če bi tisti, jaz je malo, ampak tako sem vesela, a veš, da nisem pustila. Po tistem sem šla k Vesni Juvan na eno delavnice za maternice odgovornih lastnic, ja, tako se imenuje. Pa sem pa sploh poglobila, a veš, to dojemanje, doživljanje maternice kot enega pomembnega organa, da sem jo začela čutiti, ker prej sploh nisem imela stika z njo in tako da, in ena je bila, se spomnim, na tisti delavnici, ki je pa dala maternico in je rekla, da totalno obžaluje. Mislim, je pustila, da se je dala ven, ne. Tako da zdaj sploh ne bi hotela več. A veš, tisti res iščeš druge variante in si zaupaš. Ven iz strahu iti, pa v pogum, pa v zaupanje. Ja. To se mi zdi pomembno. Ja. Tako, se strinjam. S tem, da so pa primeri, ko je pa vsem fajn, da ven, ne. Imam prijateljico, ki je imela pač 100 miomov noter in tukaj nimaš kaj in je pač odstranitev pravilna, ne. Seveda to vsak sam pri sebi presodi, ne. So pa taki in taki primeri, ne moramo nič posploševati. To je res. Sem pa prebrala, no to bi pa vsem dodala, da je odstranitev maternice najbolj pogosta nepotrebna operacija. Da ko je ženska toliko stara, da predvsem, da ne bo imela več otrok, mislim, tudi meni so rekli, se ne boš imela več otrok, zakaj pa rabiš maternico. Celo moj oče mi je to rekel, se neka maternica ni samo za delati otroke, oziroma rojevati otroke. Ja. Točno to. Ful ima več funkcij. Mislim, tako, če daš en organ ven kjerkoli,
to ni nedolžna stvar, pa ne vem, imam prijateljico, ki je brez maternice, pa ne vem, ima zdaj inkontinenco zaradi tega, a veš, težave, ker se je povezalo vse skupaj. Mislim, ne, nekako pol začne padati. Tako da niso to nedolžne stvari. Ne. Se mi zdi prav to povedati. No, tako. Se strinjam čisto. Ja. Tukaj je en stavek, ki sem ga slišala od Marise Pir. To je ta, ki je razvila metodo RTT, ko pa pol poveda, kaj to je. In stavek gre takole. Občutek, ki ne more najti poti skozi solze, poišče izraz drugje, tudi v telesu. In to je rekel en angleški psihiater Henry Maudsley, ja, konec 19. stoletja, ker danes vemo seveda, da to, kar potlačimo, kar ne izjokamo, se uskladiš v telo in postane bolezen. Takrat je pa najbrž bila to kar prelomna misel, ne? 150 let nazaj, koliko je to, ja. Ja, takrat je zelo veliko ljudi, zelo veliko pametnih stvari povedali, pa se jih je potem zelo veliko ignorirali. Nažalost. Se so še nas veliko ignorirali, zelo pametnega. Od takrat naprej, zelo veliko, večino. Ja. Mislim, tako da ja, v bistvu je res to, ne, moramo izjokati, moramo izkričati stvari, ne. Če se pojavi določeno čustvo, je tam z namenom, ni zato, da je tam celo življenje. Ne, ker če v našem umu, v naši psihi ne, psiha, by the way, v grščini pomeni duša, če ne sprostimo to, kar se pojavlja, če ne damo temu mesto, če ne držimo temu prostor in sprostimo, seveda, kje se potem pojavi lahko v fizični manifestaciji naše psihe, ne, kar je pa telo, ne, ki je nosilec našega življenja, v bistvu fizični in se pojavi tako, ne, vsak simptom v bistvu skoraj prihaja iz psihe. Skoraj vsak. No, ko sem ravno omenila že ta RTT, najprej mi povej, kaj je hipnoza in kako si prišla v stik z njo? Ja, s hipnozo sem prišla v stik kakšnih 15-17 let nazaj, ko sem imela še zelo močno fobijo pred pajki, arahnofobijo. Res eno najmočnejših stvari, pa sem panični napadi, grozljivo se je dogajalo, za boge pajke majhne, tudi velike, ampak klepar nas nimamo toliko velikih. Ja, ker v tropskih krajih si imela tudi velike pajke. Ja, tisti so me bolj zanimali. Tle leteli, ko sem bila mlajša, to je bilo grozno. In 15 let nazaj sem se srečala z enim hipnotizerjem, mladim fantom, tukaj v Ljubljani, Denisom, ki ga nažalost ni več med nami, ampak sem naredila session in 15 minut je trajal z zaprtimi očmi, 15 minut mi je govoril potih, na glas, hitro, počasi. In pol jaz eno leto nisem enega pajka videla. In potem sem jo začela videvati in šla pol metra od mene tarantela, sem rekla, lej, tarantela. Tako prav, čist nič se mi ni zgodilo noter. Kar mi je bilo tako wow. In to me je res fasciniralo takrat. In nekje mi je ostalo v možganih ta informacija o tej hipnozi, vedno sem mislila, wow, koliko dober. Hipnoza je v bistvu stanje, ko je naš zavestni v bistvu izklopljen in ne posega v to, kar se dogaja, in odprta pot v podzavest, ki pa vse ve. In iz nje prihaja ven vse, kar je, s tem, da ko je odprta pot, ko je odprta loputa v podzavest, je tudi možno, da je od sugestije podzavesti, ki jih podzavest takoj vzame. Seveda tiste sugestije, ki so človeku blizu, ki jih človek želi. Tiste, ki niso, jih ne more. Tako da je popolnoma varno. Torej stanje, nekako bi rekla, globoke sprostitve, kjer je pač odprta pot v podzavest in se lahko dela zelo veliko. RTT je pa pol, čeprav razumem, nadgradnja tega. Pa najprej povej, kaj to pomeni ta kratica in kaj je pol pri tem še dodano hipnozi. Vem, da je NLP, meni se zdi, ne? Ja. Če se prav spomnim. RTT je Rapid Transformational Therapy. To je hitra transformacijska terapija, ki je naredila Angleškinja Marisa Pir. Od nje sem se jaz to tudi naučila. S tem, da je ona bila 35 let terapevtka in je združila
zelo veliko različnih orodij, različnih modalitet. Tistih orodij, ki je videla, da res delajo. In je v bistvu naredila en skupek tega. Hipnoza je v bistvu stanje umiritve z zaprtimi očmi, to je pač del tega. V hipnozi se dela s človekom. In potem je pa v bistvu dodala še veliko orodij iz kognitivno-vedenjske terapije, iz NLP-ja, torej neurolingvističnega komuniciranja, potem iz nevrologije, klasične psihologije, psihoterapije in tako naprej. Tako da v bistvu je zelo zanimiva metoda, ki združuje zelo veliko različnih orodij. Uporablja se tista orodja, ki so potrebna na licu mesta za določeno temo, za določenega človeka. In je v bistvu hitra, se reče, ker je v bistvu se v zelo na hiter način lahko reši velike stvari, ki so nas pač težile celo življenje, ovirale pri življenju, pri osebnem miru. In je zelo, zelo učinkovita in hitra. Ni treba leta in leta hoditi nekam in razlagati in se ukvarjati s preteklostjo in z vsemi temi slabimi stvarmi, ki so se nam zgodile. Lahko v bistvu samo to pogledamo in upravimo s tem zavedno. Noro, ne? Kakšen mit je to, ko mislimo, da rabimo toliko časa hoditi, da bo zalegalo? Ja. To je zdaj nek čisto nov koncept, ne? Ja, Mislim, mindset, kako bi rekla. Ja, sej pač nov koncept je, da rabimo zelo veliko časa. V bistvu, ker hipnoza obstaja že zelo dolgo in se naredi. Glih kontra, ja. Ja, že par 100 let obstaja to in v bistvu se je delalo že prej zelo veliko stvari, ampak so druge stvari prišle vmes, pa so to malo zatrle, ampak se prebuja, je zelo prebojeno, se dogaja zelo veliko in zelo veliko ljudi se zateče v to, ker jim nič drugega ne pomaga, to pa pomaga zelo dobro. Večinoma res neverjetno, prav magično. In delaš z ljudmi z vsega sveta, imaš tudi spletno stran, kar v angleščini, sploh nimaš v slovenščini. Delaš preko spleta veliko tudi, ne? Če so iz tujine. Ali pa delaš tudi, si rekla, ljudem, ki pridejo na ture k tebi, pa rabijo pomoč, pa jim pomagaš tako, ne? Ja, vsakega človeka, ki srečam, pa pride tema na to, ki me vprašajo, kaj počnem, potem pač vsak ima kakšen problem od nas. Mislim, saj enega, če ne več. Vsi jih imamo, nekaj, kar nam ne paše, pa ko bi želeli rešiti. In pol pač, eni se odločijo, me rečejo, bi lahko kaj naredili. Pač tudi na svojih potovanjih, ker potujemo, v bistvu srečujem ljudi, tako da delamo tam v živo, delam s celim svetom, z Ameriko, z Španijo, delam tudi v 4 jezikih, tako da mi je fajn. Ja, v portugalščini zelo. Tudi, To si se naučila portugalsko, ko si potovala? Jaz sem naredila v življenju 16 različnih tečajev za jezike. Jaz govorim 7 jezikov in mi je to moja ljubezen, res to mi je, odpira me. V vsakem jeziku, ko govorim, sem drug človek, drugače se počutim, drugače čutim, drugačen glas imam. In mi je to res, meni bi bilo dolgčas delati samo eno stvar v enem jeziku. Res imam rada to raznolikost. Ja. Super. Zakaj te fascinirata podzavest in moč našega uma, ki se ju večina ljudi ne zaveda? Ja, zato, ker imam take izkušnje s tem, zmeri več jih imam in so neverjetne. V bistvu je tako prav, rekli bi lahko čudeži. Čudež je seveda tisto za nas, ko se zgodi, pa da ne poznamo. No? In toliko čudežev se je zgodilo, toliko neverjetnih stvari, novih, resno neverjetnih, da sem fascinirana nad tem. Že po naravni poti je to prišlo. Kakšne spremembe lahko dosežemo v sebi in drugim pomagamo skozi to metodo. A lahko z nami podeliš par takih čudežev, ki ti zdaj pride na misel, najbolj taki, da rečeš, wow, da si imela odprta usta? Ja, že en je bil ta, da sem v 15 minutah izgubila to fobijo. Da je v bistvu nehala biti močna, oziroma da 1 leto nisem videla enega pajka, kar sem že povedala, ampak sem bila vmes v Srednji Ameriki v džungli 1 mesec. Enega pajka nisem videla v džungli, kar je nemogoče. Niti doma, suhe južne, ničesar. Kako je to možno, ne? To je bil že en čudež, ne? Drugi čudež je bil v bistvu to, kar se mi je zgodilo z miomom in vse skupaj, ko sem jaz dojela in se mi je odprl nov svet in sem videla, kako naše telo res deluje.
In pa odkar pač se ukvarjam s temi stvarmi, vidim pa čudeže na mojih klientih, na mojih strankah, ki so neverjetni, poročajo mi neverjetne stvari. Recimo, primer, delala sem z eno punco, ki je imela endometriozo že, 15 let, ne. Čudovita zdravnica je imela, zelo se je trudila za njo, vse naredila, ampak situacija se ni izboljšala, ful bolečine, grozljive, vsak mesec enkrat na urgenci, grozen. No, in je prišla na terapijo oziroma na seanso, in kaj se je zgodilo, trajala je zelo dolgo. Delali sva na temo ljubezni do same sebe, ker je videla, da ji to manjka in da ji v bistvu v situaciji v življenju govorijo, da res nima tega dosti. In je sva delali to. Session je bil zelo dolg, trajal je 3,5 ure, kar je res maksimalno. Redko, ampak je. Prepustim, da pač se odvije proces, tako kot se mora. Bilo je ogromno sprostitve, ogromno tega. Zelo, zelo dobro je sodelovala. In potem sva končali session in pride ven in vprašam, kako si, dobro, kako pa fajn, ful zanimiv, wow, noro, kako močno. Ampak ful zanimiv, ker po prvi sceni, ki se je pokazala iz preteklosti, je mene začel moj desni jajčnik zelo boleti. Pa sem rekla, zakaj mi pa nisi povedala? Ne, ker sodelujemo, ves čas govorimo. In ona, jaz pa nisem pomislila, da je to pomembno. Sem rekla, seveda, greva nazaj. Sva šli nazaj v pol ure, sva pogledali, zakaj gre, upravljali stvarjo in je endometrioza 100% izginila. Njena zdravnica je bila šokirana in je svobodna in nima nobenih bolečin več. Tako da v bistvu je bilo povezano to s to svojo ljubeznijo do sebe. Ker zmeraj en del nas nekaj počne za nas, nam da en simptom, naš del, ki nas ima rad in želi nam dobro. In nas želi v bistvu obvarovati pred smrtjo. Ne? To gre za preživetje, vedno so za preživetje. In nekaj počne, pa ne ve, da ni dobro za nas. In ko to vidiš, ko pač to spremeniš, se spremeni življenje. Meni si tudi naredila hipnozo, ta RTT, a ne? In mi posnela posnetek, kar narediš za vsakega, da pol se vsaj 3 tedne to posluša. Moja tema je bila, ko sem si jo izbrala, nespečnost, ki je deloma zaradi moževe smrti, imam več težav z njo. Mislim, se je začela malo bolj, ampak sem imela tudi že prej zaradi hormonskih sprememb, ko sem zdaj v tem prehajanju v menopavzo, pa imam tudi te vročinske oblive, tako da mi je ponoči kdaj vroče in tako. Hotela sem reči to, ko si rekla ljubezen do sebe, koliko je bilo zanimivo, da med procesom, mislim, med vsem tem, kar se dogaja, ko tudi zdaj poslušam ta posnetek vsak dan, ne, da ta ljubezen do sebe najbolj prihaja do izraza, pa zaupanje življenju, ja. Da je to bolj v ospredju, kakor nespečnost, no. Ker nespečnost me še vedno matra. Prvo noč po tisti seansi sem ful dobro spala, ampak je bila tudi dosti intenzivna, pa sem bila utrujena in tako. Tako da še čakam na tiste res rezultate, da bi rekla, da bom, a veš, da se bo. Ampak si rekla, da zato pa poslušamo vsaj 3 tedne, ne, da se nekaj spremeni. Ja, da ni to kar čez noč. Ja. Ja, zdaj sva 6. dan po terapiji. Ne, tako ja, mislim, da rezultati lahko pridejo v bistvu takoj, ljudje nehajo kaditi takoj, nehajo piti alkohol, nehajo imeti napade jeze, panične napade, lahko takoj, lahko je postopoma, čez nekaj dni, čez kakšen teden, ko se privaja na nov programček, ne na novo, ali pa čez, 2 tedna. Kakšne stvari pa tudi malo kasneje, ki so bolj v telesu. Ne. Tako da ja, greva naprej. Ampak hotela sem reči v bistvu, da ta občutek varnosti, ki se je vzpostavil v meni, ki je bil že prej pravzaprav, bolj kakor 1 mesec nazaj, tako vsak mesec je boljša, veš, da sem bolj v stiku s sabo, ampak odkar sva pa imeli to seanso, pa ko zdaj sploh te posnetke poslušam, sem ful bolj mirna in vsepnut in tako,
Tako da v bistvu mi to sem hotela reči, bolj dragoceno, kakor nespečnost. A veš, kaj hočem reči? Razumem, ja. Sej občutek varnosti je osnova za spanje, da ne? lahko V bistvu je spiš, to, ponavadi je to problem, ne? Ja. Seveda, tudi če se ne zavedamo tega, je lahko čisto podzavestni, ker nas zbuja, ker nismo varni, pa se ne moš prepustiti, ne? Ja. In v bistvu čutiš občutek varnosti, ne? Zdaj se mora samo to usesti, da bo še v bistvu simptom zginil. Ja. Pa prej sem omenila te vročinske valove in v zvezi z njimi si mi rekla, da so povezani s travmami iz otroštva in da v resnici ni nujno, da sploh imamo kakršnekoli simptome pri menopavzi, ali valove vročinske, ali karkoli drugega. A lahko to malo bolj razložiš? Ja, delala sem kar nekaj ženskami v perimenopavzi z različnimi simptomi, ki so pač neželjeni, ne, ki nam ne pašijo. Seveda menstruacijo izgubimo, to je normalno, ampak zdaj valunge, kakor jih imenujemo, ali pa, ne vem, razne nespečnosti, razne nihanja razpoloženja, jeze, karkoli, ne, kar se dogaja. To je pa vse v bistvu prihaja iz ranega otroštva. Prav neverjetno je. Tega prej nikoli nisem vedela. In potem, ko sem začela to delati in ko sem dojela, da v bistvu kako naše telo deluje, kako narava deluje, me je fasciniralo. Ker v bistvu približno tako je, tam enkrat do konec 30-ih, začetek 40-ih let, ne, je prioriteta z naravnega vidika, z narave, če gledamo, je prioriteta v bistvu reprodukcija, nadaljevanje vrste. Vse gre vsi programčki, ki jih imamo, je v bistvu za preživetje in za nadaljevanje vrste, ki so naravni. In potem, ko začne ta zmožnost reprodukcije padati, pa narava pusti tudi druge stvari ven, da se prikažejo. Ne? Kar pomeni, da je težji life, ker v bistvu lahko prihajajo ven naše reakcije na stvari, na dogodke, ki so se nam zgodili pred tem, ne? Ko smo bili večinoma kot otroci, ker takrat se v bistvu največ stvari zapiše na napačen način, ko nimamo še našega frontalnega dela možganov, ne, ta del sploh še ni razvit fizično in ne moramo uporabljati svojega analitičnega, kritičnega uma, da lahko precenimo, oče mi ni dal ljubezni, zato ker pač je onkoli ni dobil in zato pije alkohol, da v bistvu gre stran od teh občutij. To nima nobene veze z mano, to je njegova. Takrat, ko sem jaz 5 let stara, tega ne morem, ne? Na tak način. In takrat mi gre direkt v amigdalo, ki je moj čustveni center, ki je moj v bistvu detektor, recimo kot detektor dima. Ne? Takoj detektira in direkt se zapiše. Noter in se mi je... Nisem dosti dobra, nisem vredna ljubezni na ta način. Tako je, in s tem nisem varna. Ja, in potem začnejo različni, pa se pa sam odloči, telo se samo odloči, kakšne simptome nam bo dal. Ne? Ker v bistvu čisto vsi simptomi, ki jih imamo, razen če so zastrupitve, nesreče, karkoli, prihajajo iz vsega tega iz preteklosti. In tudi perimenopavza, simptomi je enako. In ko to pogledamo, ko to razrešimo, je mir. Se vse poravna, umiri in tudi to kriza srednjih let, ne? To je vse enako s tem, ko pada možnost reprodukcije, začnejo stvari prihajati ven, ki se niso razrešile. Ker takrat narava se umakne, ok, zdaj pa naredi, kar moraš. Ne? Omenila si vloge, s katerimi se otrok umesti v družbo, da bi bil sprejet. A poveš, kje so te najbolj osnovne vloge? To je potem Marisi Pira, ne? Po tej učiteljici. Ja. V bistvu je zelo zanimivo, ker se lahko sami vidimo, kaj smo, kakšne vloge smo igrali, kot smo bili otroci. Seveda igrali smo si na del, ker nam je v bistvu ta vloga nam je dala potrditev, da smo okej. Dala nam je, da smo se umestili v družbo. Dala nam je en občutek varnosti, da imamo en smisel, en namen in da nas vidijo v bistvu. Ne? Pokazali smo se tam, mi smo tam. In zdaj lahko 4 so te glavne vloge, lahko pomisliš tudi sama, lahko, ne, ali pa vsi
gledalci lahko pomislijo, kakšno vlogo so igrali kot otroci. Ne. Bom zdaj se skozi vloge sprehodila. Ponavadi je še tako, da če je 4-članska družina, bojo 4 različne vloge. Ker ne bo recimo otrok vzel vloge, ki jo imata že oče in mama. Ne. Ker potem ne bo prišel do izraza, rab svojo vlogo. Ne. In drug otrok bo vzel 4. možno. Ponavadi je tako. No. Prva vloga recimo je bolan. Tisti otroci, ki so skozi neki bolehni, bolani in se z njimi ukvarjajo, bogi so obolenci, skozi dobijo pozornost in s tem ljubezen. Ne? In to je njihova vloga. Pač, to se zgodi po naravni poti. Druga vloga je lahko odličen, vedno najboljši. Ne? Oni, ki so odličnaki v šoli, ki se zmeraj jih pohvali, bravo, ti si pa res pameten, wow. Ne? Ta tretja vloga je vloga skrbnika. Tisti, ki mora skrbeti, recimo mama, da je bolna ves čas, nekaj ni v redu, ali pa oče, in on skrbi za njih. In se na ta način udejanja in se postavi in je viden in slišan, ne, in ima svojo vlogo. Ali pa skrbi tudi tako, da posluša probleme. Ni nujno, da je mama bolna, ampak ne vem, skozi jamra, jaz sem bila taka, recimo skrbnica. No, terapeutka pravzaprav. Terapeutka, tako. Družinska, ja. To je to. Sej mi vsi, ki v bistvu delamo kakšne, ki pomagamo ljudem pri čemerkoli, smo vsi v bistvu skrbniki. Imamo tako vlogo, kot odrasli. No, pa še 4., ki je pa v bistvu, kot druge vloge ne delajo, se jih tudi testira, otrok jih testira, kaj gre, kaj ne. Upornik. Vidi po poti, je pa upornik. Ne? In pol ekstremna varianta upornika je pa črna ovca. Ki je pa pol že zelo, zelo hudo. Ne? Tako da lahko pomislimo, kjer vlogo smo igrali kot otroci. Lahko je ena, lahko je kombinacija vlog, lahko so 2, 3, 4. Po mojem so doskrat kombinacije, bi se vseeno rekla. Doskrat, ja. Mislim, jaz sem bila upornik, od teh 4 sem imela upornico, in tudi črnovco, kar močno. To je bil pač, kar je meni preostalo. Drugi so imeli ostale 3 vloge v družini. Zdaj, kot odrasla, pa pomislite, kaj imaš zdaj. Pomislite vsi, kaj imate zdaj. Ker spet, lahko so se vloge popolnoma spremenile. Lahko so nove nastale, ena je odpadla, je druga. Jaz imam vse 4. Ja, jaz tudi po mojem. Ti imaš tudi vse 4. Mislim, kot otrok sem bila precej bolna tudi, ampak sem bila tudi odlična v šoli, bila sem skrbnica in kasneje, ko sem se začela postavljati zase, sem bila totalna črna ovca v družini. Aha. Ful. Mislim, sem res začela izpostavljati teme, recimo nasilje v družini, ki se ga je ful skrival, ki se ponad vedno to skriva, In valjda, mislim, pisala sem knjigo o tem prebujanju v dušo in moji starši bili ful narodni in se nekaj časa, vsaj pol leta niso pogovarjali z mano. To sem rabila ful enega poguma, da sem to dala ven. Mislim, ampak sem čutila, da moram in da nočem skrivati. Ja. Vsaka čast, bravo. Ja. Sej, prav, da se ve, čeprav je težko, ampak ja. Jaz pa vse 4 vloge imam, kar tudi zdaj. In zanimivo, iz ene sem šla v 4, kar pomeni, da glejte me, vidite me, tukaj sem. Rabimo to potrditev, vsi rabimo to potrditev in rabimo to povezavo, ta connection. Ker to je pa res osnova, da preživimo kot ljudje. Zakaj je delo s podzavestjo ključno pri trajnih spremembah? Ja, ključno je zato, ker v podzavesti se je vse zapisalo. V podzavesti smo sprejeli različne odločitve, ko smo bili otroci, o sebi, o okolju, o življenju na splošno. In pa iz tega smo dobili prepričanja, ki jih živimo. In ta prepričanja nam usmerjajo življenje in nam v bistvu misli lepo delajo v glavi, tudi nezavedne. Razmišljamo o določeni stvari na tak način, glede na prepričanje, in ta prepričanje nam dajo potem občutke, oziroma misli nam dajo občutke in misel in občutek, to je pa možgani, srce, s tem manifestiramo dogodke okoli sebe in počnemo določene stvari na določen način. In potem se nam dogaja to, kar se nam dogaja, točno na podlagi tega, kaj mi mislimo in čutimo. In zato, če želimo res narediti globinske spremembe in to močne transformacije, potem moramo iti v globino, ker se je tam to rodilo in potem tam pogledati in tam lahko transformirati. In se potem okolica spremeni. Naše obnašanje, v bistvu odnos do okolice se spremeni in okolica začne popolnoma drugače reagirati do nas.
Prej si omenila, da nam pokaže med seanso scene iz preteklosti, največkrat iz otroštva. In jaz recimo, taka mi je najbolj ostala, najbolj močna scena, 3 so se pojavile, je bila tako zelo zgodnja. Sem pol tudi videla, ja, točno, ko sem Mariso Pir poslušala, pa je imela neko stranko, je imela točno ta isti primer. Tako da mislim, da je teh primerov ogromno. Jaz sem se videla v posteljici otroški s tistimi, z ograjco, ne, kako sem jokala, tako res ful jokala in kako noben ni prišel in kako sem se počutila zapuščena. Zakaj se naše telo in še vedno odzivata na te zgodnje občutke, recimo ignoriranja, zapuščenosti, nepomembnosti, in kako lahko te občutke preoblikujemo v notranjo moč? Ja, zato, ker takrat ti nisi mogla reči, oni mene ne slišijo, ali pa, ne vem, prenaglas je televizija, ali pa karkoli me ne slišijo. Ali me pa nočejo slišati? Ti si pač vzela nase, da te nočejo slišati. In da ti nisi dovolj v bistvu vredna za to. Da včasih so starši tako, da se jim ne da priti, kao spet se dere. No, ampak lahko je oboje, ne? Otrok ne ve, kaj je res. Lahko, da te niso slišali, recimo. Ne? Ampak gre za interpretacijo. Ne? V bistvu govorimo o teh dogodkih, ki v bistvu so travmatični dogodki. Ni travma samo, da te nekdo pretepe ali pa spolno zlorabi, ne? Kot recimo si mislimo. Travma je samo, če kdo ne reagira, ko mi rabimo. Če nam ne da pozornosti, če nam ne da ljubezni, če nam ne da varnosti. Torej odsotnost tega nam v bistvu lahko naredi travmatično izkušnjo. Zdaj, nekaj je izkušnja, nekaj pa naša reakcija na to. Ne? Izkušnja je lahko tako, da ti bi lahko rekla, bi slišala, ben ne prihaja in bi se ulegla in bi zaspala. Nisi. Drugače to interpretirala. Torej gre samo za interpretacijo. Torej travma je naša reakcija na določeno situacijo. Reakcija, ki je v bistvu naša lastna interpretacija, iz našega zornega kota, naša percepcija. Nič drugega. Nekateri ljudje jaz dobivam kakšne stranke, ki res grozljive stvari so doživljali kot otroci. Pa so neverjetno v redu. Prišli so zaradi nečesa tako minornega, da je to neverjetno. Jaz jim rečem, bravo, svaka čast. Glede na to, kaj se ti je dogajalo, svaka čas. In so predelali to v življenju. Kasneje so uspeli predelati. Ne, eni pa ne. Eni imajo pa nekaj, ki bi kdo rekel, pa si ni bilo nič tazga, ne? Ampak gre za to njihovo notranje doživljanje, pomembno. In potem imajo te reakcije na močne reakcije in živijo v depresiji, anksiozi, nespečnosti celo življenje. Lahko ti povem en primer. Recimo nespečnosti, ko je stranka, se je pokazala scena, koliko si star, 1 leto. A je kdo s tabo? Ne, nobenega ni. Kako se počutiš? Strah me je. Strah te je česa? Da bom padel. Daj poglej, odpri oči pa malo poglej okrog sebe. Kaj vidiš zraven? Vidim stopnišče. In je bil pa v vozičku zraven stopnišča. Mogoče je bilo to pol minute. Lahko je bilo 10 sekund. Da je mama stran gledala, karkoli, se je pogovarjala z drugo mamo, z drugim vozičkom, on je bil zraven in je dobil ta strah. In on zdaj cel življenje ne spi, ker ne sme zaspati, ker ima ta strah, da bo padel. Strah pred padcem in pred močnimi zvoki so pa naši originalni strahovi, s katerimi se vsak otrok rodi. Torej pred padcem, pred padanjem in pred zvoki. In je on to lepo vzel in ni varen in celo življenje ne more spati, ker drugače lahko pade, če nima kontrole. Ne? In se zapiše. In si mu lahko pomagala? Ja, seveda, mi to so pogledala, sva mu povedala podzavesti temu majčkemu fantku, da je varen, da je vse v redu, da ni več 1 leto v vozičku star, da zdaj je star 52 let. Ne? In da je močen, velik, da ima mišice, da sam okoli hodi, da ni odvisen od drugih in da so stopnice okej. Ne? In je v redu, začel spati. Ja. Ja. Ti tudi tako zelo na ljubeč način poveš stvari. Tudi sem odzive pol strank brala na tvoji spletni strani in marsikdo napiše tako, kot sem jaz tudi izkusila. Tako, da v bistvu slišiš prek tvojega sporočila, recimo tudi na posnetku, tisto, kar si hotel cel življenje slišati. In te tako poboža. In ena ženska napisala, da vsakič
mislim, da velikokrat se kar nasmehne, pri istih stvarih in jaz isto, a veš, tako čutim, ja, da tako kaj ena ljubeča mama, a veš, ko mi govori. Pa, ko pravim ljubeča mama, dejansko se je ljubeča mama v meni bolj aktivirala. Sem ti tudi rekla, tako, tisto jutro po seansi, da sem imela ene take male odzive zjutraj ali pa še isti dan. Ne, to je bilo naslednji dan, ko je brat prišel na obisk, pa sem ga drugače doživljala, pa so se moji odzivi spremenili in pol njegovi odzivi name tudi. Tako res, zelo hitro se neke spremembe, če si malo subtilen, se jih da opaziti, ja. Ja, prav res. V bistvu gre za to, da jaz rečem stranki tudi ne mi da besede, ne? Svoje besede, svoje misli, svoje želje. Ja, to moramo, vprašalnike treba izpolniti, ja, tako, da napišeš. Ja. Ker preden hočemo mi spremembo, preden hočemo doseči nekaj, moramo vedeti točno, kaj želimo. In pač veliko ljudi ima probleme vnaprej, mi ne zna povedati, kaj želi. Kako se počutiš? Koga vidiš v gledalu zjutraj? Kaj rečeš ti osebi? Kako ga pohvališ? Ne? Uspelo ti je gor dol. Kako izgleda tvoj dan, ali tvoja noč, tvoje življenje zdaj, kako izgledajo tvoji odnosi, odvisno od teme, ki jo delamo. In potem mi da pač besede, ne? Če ne morem, mu pomagam, ne rabim čim več besed, ker naš posluša naše besede najbolj, ne? Bo v Bogu naše besede. In potem to seveda mu tudi povem, ne, na tak način, ki je primeren z glasom, pravijo ljudem, kar všeč moj glas, tako da takrat je še lepši v bistvu ljubeč in je pomembno, da je tako, ne, ker to posluša naš mali otroček, ker znotraj nas, ki še vedno živi in to ki je v bistvu ranjen in je rabo to ljubezen, pa je ni dobil. Čeprav to ne pomeni, da starši so kaj narobe naredili. Ne? Veliko staršev, noben starš se ni učil, ni bil v šoli za starša, za vzgojo. Ne, noben. In vsi pridemo do odraslosti z določenimi problemi. In se samo prenaša iz generacije v generacijo, zato pa imajo ljudje iz generacije v generacijo podobne simptome, tudi fizične. Ne? Zato, ker se prenaša v bistvu ta energija oziroma te vzorci. In ko damo temu otročku to, kar je rabu, na en ljubeč način in ko on to res začuti in ko si ti v stanju hipnoze to res začutiš, ne, in vsako noč, ko to poslušaš, vsak večer si v tem sproščenem stanju in gre direktno v tvojo podzavest, takrat v bistvu mala Matejka to srka in jemlje in je vsa srečna in verjamem, da se nasmehne, ker je všeč, ker je to rabila. Res. Velik del tvojega dela je podpiranje ljudi pri premagovanju anksioznosti in depresije ter pri osebnem opolnomočenju. Ta anksioznost in depresija, tega je res ogromno, ne? Ja, ogromno je, res je tega, to je v takem porastu. Ljudem se pač zbujajo stvari iz preteklosti, z triggerji sedanjosti, ne? Se danes ne izgleda najlepša, je kar malo strašljiva na momente, ne? Predvsem pa, če ljudje gledajo poročila, novice, ne? Ki so v bistvu jim ves čas trigirajo točno na tiste točke iz preteklosti. In če imajo kaj iz preteklosti zapisanega narobe, se lepo pol zbudi. In pol kar naenkrat dobijo panične napade in ne morejo ven iz tega in hodijo na urgenco 3-krat na mesec in pravijo, nič ni narobe s srcem, vse je v redu, ne? Srce jim nabija, švicajo, mislijo, da se jim bo zmešalo, da bojo umrli, ampak se to pol umiri in EKG pokaže vse ok in jih pošljajo domov. Ne? In potem dobijo še kakšne zdravila, ne? Tablete, ki potem to lepo jim omejujejo, ne? Limitirajo, pomirajo te simptome, ampak slej ko prej simptomi, ki se hočejo sprostiti, ti vzorci se avtomatično hočejo sprostiti, ker naša psiha gre proti celovitosti, kar pomeni proti miru notranjemu, da se vse umiri, ampak s tem, da pokaže simptom, ne? In ta simptom seveda mi ne doživljamo kot nekaj dobrega in zato bi ga najraje zatuškali. In to pač tudi se dela zelo veliko z različnimi metodami, predvsem s tableti, ampak slej ko prej to pomaga, lahko, če v kriza sem jaz prav za, ampak če drugače pa pride ven in začne še bolj lahko se pojavlja to. No. Ampak če se pa pogleda to, kje je vzrok, ne? Tako je pa, lahko se reši to
to je ponavadi, jaz sem naredila zelo veliko teh seans za panične napade, za tesnobne napade in je v bistvu zelo lahko. Mislim, toliko sem naredila tega, zato sem prav, lahko rečem, malo specializirana, zato ker imam toliko izkušenj s tem in tudi z depresijo, ki je ponavadi tudi posledica anksioznosti. Ampak recimo lahko povem ti en primer ene stranke, ki je v bistvu vesela, super, večinoma vse v življenju v redu, nobenih večjih problemov, močna, aktivna, vesela, pozitivna. In kar naenkrat se začnejo panične napade, s danes na jutr. Po 3 na dan je imela, 1 mesec. Šla je po tuš, 1 kapljica je padla na telo, panični napad. Prav tako je bila, ta je bila 3krat na obolenci, v bistvu na prvi pomoči, na urgenci in nič. In pol so se poznale že prej in me kliče, lahko, jaz sem naredila v 1 mesecu že zelo veliko, nič, še zmeraj grozene, ne morem niti, nič ne morem, sem doma, bojim se, ne morem niti delati, ne morem voziti, nič ne morem. In smo naredile seanso, eno, zato sva pogledale in bila je doma v lastni posli, ki je delala, ker lahko, enako je po spletu, enako kot v živo, sploh ni čisto vse, ker človek ima zaprte oči, jaz ga moram videti, torej rabimo dober internet, pa slišati se morava, tako da itak ni potrebno nobeno dotikanje, mora slišati moj glas, jaz sem spet sam vodička, nič drugega, vodička po psihi in sem jo peljala in sva pogledala, zakaj gre in sva obrnili vse skupaj, naredila nov zapis in niti en se ni pojavil, sploh tisti dan je nehal, zadnji je bil pred sešnom in to je to in spet normalno živi. In so prišle stvari v bistvu iz rane mladosti ven, s tem, da trigger je bil pa v bistvu smrt ene sorodnice 2 tedna, preden so se začeli. Tako da nekaj je vedno tisti vzvod, en moment, ki sproži reakcijo in simptom. Pa pol mislimo, pa se nič ni tazga zgodil. Včasih ni nič tazga res, da bi vedeli, da bi imeli v zavesti. Ne. Tako da ja. Kako pa lahko delo s hipnozo pomaga ljudem, ki so doživeli razne zlorabe, da premagajo te strahove in da to ne vpliva več na njih? Ja, enako kot za vse druge. Ne. Vse drugo, pač pogleda se in se v bistvu razume točno zakaj in kako in kakšno prepričanje je bilo sprejeto v tistem momentu. In to prepričanje lahko tudi v telesu potem se izkaže. V bistvu so različni simptomi telesni tudi se pojavijo. Ko je že dalj to traja lahko. Odvisno od človeka, odvisno od procesa. In potem se pogleda enako, kaj in kako se v samem sessionu sprostiti ta čustva, ki so v bistvu bila tako močna takrat, da dostikrat lahko so se celo zamrznila, lahko se je cela stvar celo pozabila. Pa potem skozi telo, skozi simptome hodi ven, človek pa nima v zavesti, ker v bistvu je lažje pozabiti, lažje je to v bistvu izbrisati iz spomina, iz zavesti otrokom in tudi kasneje, ker lažje preživijo. Ampak to se potem kaže na druge načine. In potem v bistvu izrazimo to in damo ven vse, kar je treba dati ven. Sprostimo te emocije, čustve, besede in zamenjamo spet z programom varen si, vse v redu. S tabo ni nič v redu, to so tebi naredili drugi. Temu ti praviš originalna nastavitev, ne? Ja. Da se vrnemo na originalno nastavitev, kar pomeni, na svet smo prišli v pričakovanju, da bomo ljubljeni in vredni vse ljubezni. Tako je. In s tem varni. S tem varni. Ja, ker v bistvu dojenček, ki pride na svet, pride res s pričakovanjem, da bo wow. Ja, sprejet z odprtimi rokami. Tako je. Tako, ampak dostikrat se to ne zgodi že v trebuhu. V trebuhu dobi že veliko vzorcev in strahov in občutkov, ki jih itak ne more razumeti. Saj dostikrat se tudi zgodi, da gre pri regresiji, ki jo v bistvu naredimo nazaj tudi v maternico.
Ja. Prav jasno je, da smo tam. Mogoče za konec bi te še vprašala, kaj je skrivnost čim bolj srečnega življenja? Skrivnost čim bolj srečnega življenja, dobro vprašanje. V bistvu veliko stvari je, ki v bistvu niso skrivnost, ki so jasne. Skrbeti moramo zase. Skrbeti moramo zase, seveda za naše fizično telo, ki je v bistvu naš tempelj, naše vozilo, s tem, da hrana, vse, da poskrbimo zase, da dosti spimo, da poskrbimo res zase. Ampak to lahko naredimo pa samo, če se spoštujemo, če se imamo radi. Torej, fajn je najprej ugotoviti, da res imamo problem in si priznati, da imamo problem, in potem kaj narediti na tem. Na načine, ki pač so nam na voljo, in najboljše je iti res globok. Pa še tudi vsak dan se objeti ali pa enkrat na teden ali pa 10krat na dan, če treba. In to svojo malo barbiko objeti, dati ljubezen in reči, vse v redu. Vse je v redu. Varna si, z mano si. Velika Barbara te čuva, je s tabo, te ima rada. Da damo sebi to ljubezen in da postanemo sebi ljubeč starš, če ga mogoče prej nismo imeli, oziroma če so bili dogodki, kjer to nismo tako vzeli, da je ljubeč. Tako da veliko enih stvari, najbolj pomembno je pa to, da res, da se vzljubimo, da se imamo radi. Seveda ta moramo, nam vsi govorijo, moraš se imeti rad, moraš to, to je v bistvu, ja, jaz mi rečem, ja, vem, da moram tudi umreti, ampak kako pa to narediti, tako da bo res dober, je pa druga stvar. Obstaja zelo veliko stvari na svetu, ki se lahko, zelo veliko možnosti, ki nam lahko pomagajo. Ampak važno je, da si res pustimo, da sproščamo vse te emocije, sproščamo vsa ta čustva, ker so pomembna, zato ker smo mi pomembni, da damo sebe na prvo mesto in da se postavimo zase, za svoje in da skrbimo zase. Da postavljamo jasne meje drugim. Ker drugače imamo dogodke, ki nam ne pašejo. Ljudi, manifestiramo stvari, ki nam ne pašejo. Nismo srečni v njih. Ampak Marisa Peer pravi, da je v bistvu depresija, ko si govorimo grde, negativne besede sami sebi, in pa ko vidimo grde slike pred očmi, o okolici, samemu sebi, in pa ko ne pustimo srcu, da gre svojo pot, da ne živi svojih sanj. Tako da, ko to naredimo, je zelo veliko radosti v življenju. Seveda se zgodijo neljubi dogodki, ampak čez njih gremo lahko na veliko lažji način, pa dojamemo, da sploh v bistvu nimajo veze z nami, res z nami. Ker jaz nisem moja služba, jaz nisem moja teža, jaz nisem moj dohodek, jaz nisem, moja frizura. Jaz sem Barbie noter, ki je vredna in vesela in srečna in v bistvu je vse v redu z njo. Tako da, življenje rata lepše in ga lahko uživamo. In moj moto je uživati življenje. Ker zakaj pa smo tukaj? Ja, res. Mislim, da je to zelo lep zaključek tega najinega druženja. Tako da hvala, da si bila moja gostja. In srečno še naprej na notranjih in zunanjih potovanjih. Pa da podpreš še veliko ljudi. Najlepša hvala. Res ti je lepo srečati po tokem času. Res. Hvala ti za zaupanje in za vse. Z veseljem.